Drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo s terapevtko družinske in zakonske terapije Tanjo Repič Slavič nadaljevali pogovor o spolnih zlorabah. Nekateri ljudje včasih celo obsojajo žrtev spolne zlorabe, da ni pobegnila ali se branila. Zakaj žrtev spolne zlorabe ne more pobegniti storilcu? Žrtve običajno ne pobegnejo zaradi tega, ker se takrat v možganih začnejo sprožati hormoni, ki preplavijo to telo, in ti hormoni ne pustijo, da bi se to telo premaknilo. Enostavno zamrznejo, okamenijo in ostanejo tam na mestu, dokler sama zloraba ne mine. Ne moremo ne naprej, ne nazaj, tam okamenimo, pa to ne pomeni, da nam je všeč, da si to želimo, da zato tam stojimo ali čakamo. In kar je še huj, ti hormoni postanejo zasvojitveni. To pomeni, da če se večkrat nekaj takega zgodi, enostavno ta človek, ki postane zelo, zelo nemiren, se umiri šele takrat, ko ponovno doživi to zlorabo. To ne pomeni, da si želi biti zlorabljen, to ne pomeni, da išče zlorabo, ker vedno išče ljubezen. Vsakič znova upa, da bo ta oseba do njega drugačna, da bo lepo z njim ravnala, ampak se umiri šele takrat, ko gre zloraba mimo in ve, aha, zdaj nekaj časa bo pa mir. Česa bi se morala žrtev spolnega nasilja zavedati? Ja, nekdo, ki je žrtev spolne zlorabe, je prvo in najbolj pomembno res, da se zaveda, da v nobenem primeru ni kriva za spolno zlorabo. Za spolno zlorabo je vedno kriv in odgovoren storilec. Najhuje tam, kjer je ta storilec morda neka bližnja oseba, torej recimo oče, očim, brat, mama, kakšen stric, kakšen duhovnik, nekdo, ki mu čisto zaupajo in bi moral biti zaupanja vreden. Skratka, nekdo, v katerem bi se moral ta otrok, ta oseba počutiti varno, pa ta oseba zlorabi to zaupanje in otroka zlorabi. V takem primeru je krivda še toliko močnejša in se ti zlorabljeni počutijo še bolj osramočene. Ampak ta sram, ki ga čutijo, je ponavadi sram, ki bi ga mogel čutiti tisti, ki je zlorabo naredil. Velikokrat je tako, da je pomembno, da se žrtve zavedajo, da vse te občutke, ki vse čutijo, se pravi, umazana sem, grda sem, kriva sem, noben me nima rad, vse te občutke ponavadi žrtev, ne da bi hotela začuti na sebi, v resnici so pa to občutki, ki bi jih moral čutiti tisti, ki zlorablja, ampak jih ne čuti. Ker če bi jih čutil, potem nikoli ne bi zlorabe naredil, ampak bi bil spoštljiv. V tem smislu se mi zdi zelo pomembno, da se žrtve zavedajo, da v nobenem primeru niso krive, tudi če niso pobegnile. Tudi če so sam tam stale, okamenele, karkoli je že bilo, nikoli niso krive. Kako lahko žrtvi spolnega nasilja pomagamo? Vsekakor se mi zdi zelo pomembno, če nam nekdo zaupa, da je bil spolno zlorabljen, da ga ne sprašujemo, zakaj. Zakaj pa nisi že prej povedal? Zakaj pa nisi pobegnil? Zakaj pa nisi to? Ker vsakič, ko nekoga sprašujemo, zakaj, najprej pomisli, aha, jaz sem kriv, nekaj sem narobe naredil. Tako da tukaj je najprej fajn, da človeku rečemo, povej tisto, kar čutiš, kar ti je varno, da ga ne sprašujemo nekih podrobnosti, a ti je tja dal roko, a je tam dal roko, koliko časa je trajalo, ker to so vse take boleče stvari, da če bo nekdo želel to povedati, bo sam od sebe povedal, ne sprašujmo tega. Potem pomembno se mi tudi zdi, da temu človeku damo vedeti, da ni bil kriv, da je še vedno v naših očeh nekdo, ki ga spoštujemo, da ga še vedno vidimo kot čistega, lepega, ker ti ljudje se ne počutijo več čiste in lepe. Se počutijo, lahko so še take lepotice, ampak ima občutek, da bi jo nekdo zamazal, ne vem s čim ne. Prav z enim blatom, prav tako grozno. Potem pomembno je tudi, da ne objemamo teh ljudi takrat, razen če sami rečejo, ja, jaz bi si pa želel, da me zdaj objameš, ker sem ti to zaupal. Ampak če nam nekdo zaupa, mi smo pa v neki stiski in ga bomo objeli, češ, pridi k meni, te bom malo potolažil, to lahko za tega človeka pomeni samo še dodatno grozo, ker ravno prek dotika je nekdo šel čez eno mejo in se je ta človek počutil zlorabljenega. Potem pomembno se mi tudi zdi to, da če nas to vznemiri, da mi tam ne začnemo kar, ne vem, kričati, joj, kaj pa to, zdaj jaz bom pa šel tja, pa bom tega človeka, ne vem, premlatil, karkoli, ker če je ta otrok manjši, ki nam to zaupa, bo ob takem odzivu imel občutek, nekaj groznega je, jaz sem spet kriv in se bo nazaj potegnil. Skratka, tukaj je zelo pomembno,
da smo tam, da smo kar se da mirni, da temu človeku povemo, da ni on nič kriv, da karkoli, da smo pripravljeni biti z njim, poiskati strokovno pomoč, če je treba, skratka, da smo mu na razpolago. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to bi bilo o spolnih zlorabah vse. Se vidimo prihodnjič in pazite nase.